Sorina radijska klepetalnica na stežaj. Radio Sora vam dela družbo in čas je, da odpremo vrata v našo radijsko klepetalnico, v kateri se nam bo danes pridružila Bronja Žakelj, novinarka, ki se odlično znajde v svetu bančništva, Ljubljančanka, ki je čisto malo tudi žirovka in avtorica knjižne uspešnice Belo se pere na 90, ki je osvojila bralce doma in po svetu. Njena zgodba pa je letos zaživela tudi na filmskem platnu. O vsem naštetem in še kakšni novosti pa bomo z Bronjo poklepetali tudi o nadaljevanju. Dober dan in dobrodošli pred našim mikrofonom. Kako ste? Živjo, hvala za vabilo. Zelo v redu, hvala. Tako bo tudi, upam, da v nadaljevanju najinega današnjega skupnega druženja, ki ga bova začeli s knjigami. Te so vam blizu že od ranega otroštva. Z bratom Rokom ste se z njimi kar precej igrala in jih prebirala. Motovilka je bila, če sem si prav zapomnila, ko sva se nazadnje pogovarjali, prva, ki ste jo prebrali, potem pa verjetno težko rečete, ne, koliko se jih je nabralo v teh letih. Ja, to ste si pa dobro zapomnili. Motovilka, mislim, da je bila zares prva slikanca, ki sem jo sama prebrala. Ne? Mami nama z Rokom, ker je bila tudi zelo rada, imela knjige, ogromno so ji knjige pomenile, brala pravljice, preden sva šla spat, ampak Motovilka pa res, mislim, da je bila ta prva, ja. Drugače pa, ja, imela sva zelo malo igrač, eno kartonasto škatlo od zvezde, olja zvezda, to je bilo vse, kar smo imela, no, pa ogromno knjig. V bistvu cela stena v najni otroški sobi je bila polna knjig in tako da sva se igrala knjižničarje, to je bila ena izmed najnih najbolj priljubljenih iger. Mami pa ni bila preveč zadovoljna, ker sva knjige potem tudi tako označila, kakor so označene v knjižnicah, neke pikapolonce, te štempilke sva jim dala na prvo stran, tako da to ni bilo najbolj sprejeto. Ampak knjige so ostale v meni od takrat do danes in težko si predstavljam življenje brez knjig, brez branja in pravzaprav tudi brez pisanja. Zdaj je del vašega življenja tudi vaša knjiga, knjižna uspešnica Belo se pere na 90. Ste kdaj šteli, kolikokrat ste jo od izida pa do danes prebrali, glede na to, da je našla pot tudi v svet filma, v svet scenarija, ki je vendarle drugačen? Prebrala prav tako, da bi jo celo, ne vem, to gre bolj za branje po delih, a ne. Brala se je zelo veliko na literarnih večerjih, to je bil tudi en lepših delov, v bistvu teh popotovanj, odkar je knjiga izšla. Zelo rada, no, sem se odzvala na ta povabila, ker to druženje z bralci, bralkami je nekaj najlepšega, no, zame pogovor in tako, in ta izmenjava izkušenj, vsak nekaj pove, v bistvu gre za take zelo iskrene bližine. Sicer pa jasno, potem, ko smo začeli pisati scenarija, ne, se je tudi nanašal tako na knjigo, kot seveda na moje življenje, tako da se je kar krepko predelovala. Ja. Zdaj za vaš literarni prvenec Belo se pere na 90 ste kot tretja literatinja prejeli tudi Delovo nagrado Kresnik. Knjiga je postala najbolj prodajano delo založbe Beletrina, še danes ostaja med odlično prodajanimi in najbolj branimi ter izposojenimi knjižnimi deli. Kakšno priznanje je vse to za vas kot avtorico? Veliko, ne. Jaz mislim, da je to pač nekaj, kar si vsak avtor, vsaka avtorica želi. Zdaj neki so številke, ki so res lepe. Zdaj mislim, da je prodanih že 22,000 izvodov. Zdaj, ko je prišel ven še film, vidim, da je spet na novo povpraševanje po knjigah, da so spet vrste v knjižnicah in to jasno ogromno pomeni. Predvsem zato, no, ker ko je knjiga išla, sem imela jasno nekaj dvomov, ne, šlo za avtobiografijo nekoga, ki ni bil poznan, za obravnavanje tem, o katerih se nihče ne želi pogovarjati, ne, tako da me je v bistvu ta naklonjenost in tako lep odziv bralcev in bralk zelo presenetil, še zlasti pa tako, kot ste rekli, ker je bila tudi literarna vrednost priznana, ne, s to nagrado in v bistvu s tako lepimi kritikami pravzaprav, ki so prihajale. Še bolj, no, kot vse te številke, je pa ta kontakt z bralci, ko mi pišejo, se oglašajo po različnih kanalih, ko mi povejo, koliko zelo se jih je dotaknila knjiga, kaj vse jim je dala, da se zaradi mojega pisanja ali mojih besed počutijo malo manj sami. Tukaj gre predvsem za te teme, ki jih obravnavam, torej vprašanje okrog bolezni, soočanja z boleznijo, žalovanje, skratka te težje deli knjige. Tukaj mi je res zelo lepo, no, ko se bralci začutijo nekako v teh mojih besedah svoje sledi in glede na to, da sem se jaz dostikrat počutila samo v življenju ob soočanju s temi vprašanji, je lepo, če jaz komu pomagam. Pogreje pri duši, ne, ko človek ve, da ima knjiga tisto dodano vrednost, izboljšala je tako vaš odnos z očetom, ne,
kot seveda tudi prižgala to iskrico upanja pri ljudeh. Menda hranite njihove spodbude, njihove odgovore, njihove zgodbe, ki so podobne vašim, morda tudi bolj težke. Zdaj verjetno ni časa za urejanje, ne? Ampak ostajajo tam nekje na to-do listi. Točno to, zdaj časa za urejanje ni. Malo sem jih uredila spomladi, ko sem pisala predgovor k tej novi izdaji, filmski izdaji knjige, kjer je 60 fotografij snemanja filma. Tudi Marko Nabršnik in Aleš Pavlin sta napisala predgovor. Skratka, takrat sem imela nek čas, no, ko sem lahko malo zbrala te odzive, ampak ko se vse skupaj umiri, jih bom pa res, ker sem kar rada red tukaj pri teh stvareh, uredila, ker mi res ogromno pomeni, ne? In neverjetno lepi so ti zapisi. No. Mislim, knjiga, tako kot je veliko dala, recimo, vsaj tako kot mi piše o drugim, je veliko prinesla tudi meni. V bistvu z njo je bila prvič presežena tišina po mamini smrti, prvič sem lahko spregovorila o teh stvareh, pogledala v bistvu skozi oči drugih, skozi oči bralcev in bralk, prvič v življenju na drugače, na nekatere zelo pomembne dogodke v mojem življenju. V bistvu skozi perspektivo drugih vidiš marsikaj drugače. In to, kar ste omenili mojega očeta, on je knjigo prebral, oziroma ne vem, zdaj je knjigo bral, ampak vsekakor je bral rokopis, ki se ne razlikuje tako zelo od knjige, skratka, ključne informacije so vključene notri in recimo, tako kot je takrat, ko sem bila pač prvič bolna, 89. za Hodgkinom, se zdravila na Onkološkem inštitutu, takrat nekako ni zmogel biti ob meni, jaz tudi vem, zakaj in mu to sploh ne gre tukaj za neko zamero, obtoževanje ali karkoli, ampak po tem prebranem mi je pa zelo lepo, ko sem drugi zbolela, resno 2018 za adenokarcinomom na izvodilu trebušne slinavke, prestajala res zelo zahtevno operacijo, okrevanje in tako naprej, je bil pri meni vsak dan v bolnici. Ne? In to so v bistvu krasne stvari, ki jih je prinesla tudi knjiga. Pa ne nazadnje tudi odprla možnost oziroma dala vsem nam priložnost, da spregovorimo o temah, ki so sicer še vedno tabuizirane. Rak, smrt, bolezen, okrevanje, tisti težki trenutki še vedno nekako ostajajo tam za 4 zidovi, ne? Čeprav se tudi vrata v ta svet, tudi po vaši zaslugi ne vedno bolj odpirajo. Zdaj pač mogoče sem nek delček tukaj doprinesla tudi sama, če je to tako, mi je res lepo. Je pa vsekakor, če govoriva o raku, rak je absolutno manj tabuizirana tema, kot je bila recimo leta 80, ko je zbolela moja mami, 84, ko je umrla, ali pa 89, ko sem jaz zbolela, je pa še vedno premalo reflektirana. Ne? Ampak kljub vsemu mogoče ena stvar, da omenim, 89, ko sem zbolela, takrat je bilo zelo težko dobiti kakršnekoli informacije. Sem šla v knjigarno v Ljubljani na večjo, sem rekla, jaz imam raka, dajte mi prosim nekaj, da bom jaz malo več vedela o tem. Ta prodajalka je bila čist paft, v glavnem knjigo je potegnila iz police, taka čist bela knjiga z masnimi rdečimi črkami, pisal naslov, in je rekla, samo to, tako je bilo vsa. Je rekla, samo tole imamo rak in smrt, pa jaz pogledam, sem rekla, ne piše rak in smrt, piše rak ni smrt, ne. Pa ona, oprostite, ampak skratka, takrat je bil še zelo močen enačaj, med rakom in smrtjo, tega po moje danes ni, ne. In tudi prodajalka se po moje danes ne bi več zmotila, ne. Ampak še vedno je pa problem, govorimo o teh stvarih več, tudi o raku, na različnih nivojih, samo vprašanje, kako govorimo, ne. Zelo velikokrat se te stvari postavljajo v neke klišeje. Govori se o rokavicah, stvari se ne poimenuje s pravim imenom in tukaj je potem spet problem. Ne? Jaz mislim, da je pomembno, da v teh stvarih spregovorimo zares iskreno, in da se v bistvu tudi vsa ranljivost, ki pride pri tem, da se pokaže brez sramu. In takrat je potem na drugi strani nekdo, ki je v taki koži, kot si ti, takrat se šele lahko prepozna. Ne? Če pa mi nekaj govorimo, neka nenapisana pravila, kaj vse, kako vse darilo, kako je ono gordo. Ne, ni res čistko, ne. Pa nisem pogum, pa nisem pozitivnost, je tudi strah, je vse sorte, ki pride zraven, ne, in moramo reči, da je to nekaj normalnega. In vi ste o tem spregovorili iskreno in se svojo zgodbo dotaknili ljudi, tako skozi knjigo, kot tudi skozi film. Midva si bova zdajle privoščili nekaj glasbe, v nadaljevanju pa spregovorili tudi o prevodih in filmu, ki zdajle polni dvorane po Sloveniji.
Z Bronjo Žakelj, avtorico knjižne uspešnice Belo se pere na 90, klepetamo danes. Prej sva začeli s knjigo, z odzivi nanjo. Tisto, kar velja omeniti, pa so tudi številni prevodi, ne? Zagotovo je prevod knjige v nek tuj drug jezik posebno priznanje za avtorja. Vaša knjiga je prevedena, ne vem, ni mi uspelo najti podatkov, koliko jezikov, ampak v italijanščino, hrvaščino, makedonščino, bolgarščino, litovščino, srbščino, celo hebrejščino. Koliko se je teh prevodov zdaj že nabralo? Poljščino, zdaj je 8. Ja, zdaj je 8, upam, da pride še kakšen, no. Zelo si želim jaz na angleščino, nemščino, še kakšen ta svetovni jezik, ne. Ampak vsekakor je vsak prevod je strašno dragocen zame, ne glede na to, v kateri jezik se prevaja, ne. Ker lepo je, no, ko presežeš meje, ko presežeš kulture, ko v bistvu tvoja knjiga pravzaprav zaživi v interpretaciji tistega, ki jo prevaja, ker tukaj pač ne gre sam za prenos besed, ampak gre za veliko več, tako da mi je to res zelo lepo, še zlasti takrat, ko tudi sodelujem s prevajalci, prevajalkami, ko se pogovarjamo, kako kakšno stvar zapeljati, kaj sem mislila, in takrat so prevodi res izjemni. Če samo enega omenim, zato ker pač znam jezik, hrvaščina, Anita Petistantič izjemno, mislim, izjemen prevod in nekateri deli so zares boljši kot original, to čist iskreno lahko priznam. Kako pa je potem na prvi predstavitvi prevedene knjige, zdaj zadnja, če se ne motim, je bila na Poljskem. Tam smo tudi izvedeli, ne, odkot ime Bronja. Ja. Ja, zelo zanimivo, ne? Ker vidiš, kako različni nekla kulture, ampak ko se premakneš torej na drugo stran, ne? V bistvu kaj se kot pomembno prepozna v knjigi, ne? Zdaj ta bazen bivše Jugoslavije, recimo tukaj jih zelo zanima ta prvi del Jugoslavija, življenje 78, razpad Jugoslavije, moj odnos do vsega tega, tako da so se zelo osredotočali na, mislim, tako, ja, v večji meri na ta del, ne? Veliko več kot recimo pri nas doma so te teme minljivost, krhkost in to bolj obravnavane, ne. Dočim pa Poljska me je pa zelo presenetila, ne, ker so pa tam enako jih zanima ta tematika razpada naše države in tako naprej, ampak so pa se usmerili v pogovorih, kar sem pa zelo vesela, v resnici na te univerzalne teme. Tako da smo govorili o žalovanju, o otroškem žalovanju, zapostavljenosti otroškega žalovanja. To se mi zdelo tako zanimivo, da se mi je zdelo vredno pogovarjati o tem, o bolezni in tako naprej. Ja, tako da so na koncu pogovora, jaz sem bila v Krakovu in v Varšavi, v bistvu rekli, pa se sploh nismo dotaknili Jugoslavije, ne, in teh naših bivših relacij, da je to pa nekaj izjemnega pravzaprav, da je to ponavadi vedno to tista točka, ki je glavna, no. Ja. Bo pa to ostalo za naslednji obisk. Ja, naslednji upam, da ko bo film tudi tja prišel, no, to pa tudi upamo, no, da bo tudi film malo zaokrožil po teh državah, kjer so prevodi že. Če sva že pri prevodih, ne, enega posebnega iz knjižne v filmsko obliko lahko Slovenci zdaj občudujemo tudi v naših kinodvoranah. Pa če začneva morda kar pri knjigi, a ste ob izidu knjige pomislili na to možnost, da bi ta kdaj našla pot tudi na velika filmska platna? Mislim, meni je bil že izid knjige res tak presežek, da absolutno nisem razmišljala o filmu. Je pa res, da ko sem pisala knjigo in ko sem jo recimo brala in tako naprej, da so se mi zdeli prizori, recimo kot bi gledala neke sekvence iz filma. To ja, ampak da bi pa razmišljala o tem, da bo to nekoč film in da bom jaz to svojo zgodbo naše družine gledala na filmskem platnu, to je bila pa, mislim, znanstvena fantastika, ne. Potem pa sta se zgodila Marcel Štefančič pa Marko Naberšnik, ne, in skoraj da filmski začetek filmske zgodbe. Ja, prav res, tako se ponavadi zgodijo take lepe stvari, lepe reči, ne, spontano in ja, naključno, ne. Tako se tudi to zgodilo, namreč ja, jaz sem sodelovala takrat na pogovoru v Studiu City, no, Marko je režiral to oddajo in potem ga je Marcel poklical, rekel, daj preberi to knjigo, tukaj se
skriva film, ne, jaz mislim, da bo pri tem ustal, malo smo se še hecali, ampak ja, Marko me je res poklical, ne, in to zelo hitro poklical, je rekel, Bronja, jaz vidim v tem film, deva se dobiti, deva se usesti in sva se res usedla, sedela sva zelo velikrat, ker jaz sem imela kar nekaj zadržkov, ker ne gre za fikcijo bi lažje nekako se odločila, gre za avtobiografijo, za odgovornost do moje družine, skrbeli me, kako bo to videli moji, sprejeli moji. En cel kup dvomov sem imela, no, in pomislekov. Predvsem tukaj, ja, ne gre za neko, dobro, na nek način že gre za racionalno odločitev. Vedela sem, da je Marko kaj vse že naredil in tako naprej, ne, da kar se strokovnosti tiče, da je to, ne. Ampak predvsem je šlo za neko iracionalno bližino in za občutek zaupanja, ki se je vzpostavil med nama z Markom in potem, ko je tudi pripeljal producenta, vedela sem, kako je produkcija pomembna, ne, da tukaj lahko se veliko naredi, lahko tudi veliko pade. In ko sem spoznala Aleša Pavlina in Andreja Štritofa, sem vedela, da je to. Pa tudi, ja, gnala me je malo radovednost, ne, kako se to dela, kako se snema, kako se piše in v bistvu imela sem priložnost, ko smo se zmenili, da bom jaz sodelovala pri pisanju scenarija, tudi možnost za ponovno ustvarjanje, ponovno pisanje. Pa še to mogoče, to ne smem pozabiti, ker mi je res zanimivo, saj koliko poslušalke vejo, no, ampak da nisem mogla spustiti te prilike, ne, da bi imel Marko že drugo Bronjo v svojem filmu, namreč v Petelinin zajtrku je imel Bronjo, ne, Pija Zemljič igrajo Bronjo, zdaj ima novo Bronjo, kar je tukaj pri nas v Sloveniji praktično nemogoče, no. Zdaj ima pa 2 filma, 2 Bronji, mislim, še več filmov, ampak to mi je res tako, to je pa tak znak, da je kar fajn reči tja. In če smo že pri znakih, menda je tudi v pisarni na enem od sestankov visel plakat, ki je namigoval na neko skupno pot, ne? Ja, to je tudi bila tabla, kako je že bilo Let us go forward together, ali nekaj takega, nad Markom je to visel in ja, takim stvarem se ne moreš upreti. In tudi vi se niste, zavihali ste rokave in se lotili dela. Kako je delo teklo, pa po glasbi. Na stežaj. Sorina radijska klepetalnica. Z Bronjo Žakelj klepetamo danes, prej sva prišli do tega, ko je začel film nastajati, zdaj pa se res lahko lotiva tistega ustvarjalnega procesa, ki spremeni knjigo v filmski scenarij, ne? Gre za zahtevno delo, ki je trajalo kar nekaj let. Kako sta z Markom pravzaprav ustvarjala? Ja, trajalo je kar nekaj let. Tudi to je bil eden izmed razlogov, da sem se odločila, ker sem že takoj povedala, ne, da jaz nimam tako velikih kapacitet, da sem bila bolna. To je bilo samo pol leta pred tem, sem imela tisto zahtevno operacijo, da jaz ne morem pisati čez noč, da ne morem imeti nekih tesnih deadlineov in tako naprej, rokov. Skratka, delala sva počasi in to so vsi razumeli. Kako sva pa začela? V bistvu najprej sva se zelo temeljito pogovorila, mislim, da sva se več mesecev sam pogovarjala, potem pa pripravila neko to ogrodje v kostje scenarija. Pač par odločitev je bilo treba sprejeti, ne. Kot prvo, sploh kaj želimo s filmom povedati. Zelo pomembno vprašanje, kako zvesti želimo ostati romanu oziroma moji življenjski zgodbi in jasno, kako to vse skupaj prevesti v filmski jezik. In mi, da sva se odločila, da ostanemo zvesti romanu, ker lahko se pač možnosti je veliko, poti je zelo veliko, ampak mi, da sva se odločila, se boste videli, no, tudi film gre v to, absolutno pokriva roman, ne, da pobereva te ključne dogodke v mojem življenju, da se dotakneva tudi nekih pomembnih vprašanj z mojega življenja in da poskušava ohraniti nek duh knjige, sporočilnost knjige, da pazimo, da ne zdrsnemo v neko patetiko, karikiranje, estetiziranje. Skratka, to so bili neki ti osnovni gabariti. Vedela sva pa jasno, ne, da film ni roman v slikah in da je tukaj redukcija nujna, ne. Jaz nisem vedela, da je toliko nujna, ampak to je noro, ker začneš pisati. Ko vidiš, da v bistvu tistih 260 strani romana, recimo, že roman je nekako esenca mojega življenja, ne, ampak iz tistih 260 strani prideš na koncu v bistvu na 85 ali pa koliko je bilo prizorov, mogoče še celo še manj, ne, filma, tako da zares vidiš, da moraš samo ključne stvari povzemati, da vodiš zgodbo, da držiš čisto rdečo nit. In žal mi je, recimo, se vsem nam žal, ne, ker nekih zelo zanimivih stvari, recimo z knjige, tudi pač se ni dalo vključiti, ampak to tako je, to je neizbežno pri adaptaciji.
Tako bo pač čar ponovno vzeti v roke knjigo ali pa jo prebrati sploh prvič, da vidimo, kaj je našlo pot na film, kaj pa ostaja ujeto v knjigo. Zdaj, kolikor sem prebrala, je bilo pri ustvarjanju scenarija pravzaprav eden največjih izzivov vprašanje življenja in smrti, ne? Ostalo je šlo lažje, to vprašanje pa je tako vas kot Marka kar nekako vse skozi vrtelo okrog samega dela. Ja, seveda, ne. Nekdo mi je rekel, pred dnevi romani šel, ne, da ja, se kar nekako je v redu, ne, ampak vsaj ena smrt je v njem preveč, ne. Okej, mislim, rekla v redu, mislim, tudi zame so 3 preveč, ne. Rajš bi napisala roman brez vseh smrti. In enako je tudi v filmu. Midva sva obdržala to, se pravi, umre mami moja, umre Rok in umre moja dada. Od tega se nisva mogla, niti ne mogla, lahko bi se, nisva se želela umakniti. Čeprav so bile tudi te ideje nekako predstavljene oziroma so bile tudi ampak ne, to pač ni šlo. In tudi tako je, veste, v bistvu vsaka smrt je drugačna. Vsaka nekaj drugega na drugačen način zgubiš, drugače doživiš, a ne. Po eni strani je smrt mame, ki te izkorenini, ne, ko imaš občutek, da ne pripadaš nikamor več, a ne, ker nekega brezpogojnega ni več. In recimo je smrt, ki me je najbolj v smislu zaznamovala, takrat sem bila stara 14 let, spremenila, ne. In tudi obdobje, ki je sledilo, se pravi obdobje nežalovanja, da tako rečem. Po drugi strani smrt Roka, ki je absurdna, ne. To v bistvu Rok je bil 119 let, je spet nekaj drugega, ampak tukaj sem si pustila vzeti prostor za žalovanje in spet nekaj drugega prinese filmu. Smrt dade pa edina naravna, ne. In edina, kjer sem bila zraven, ker sem lahko držala v naročju in bila z njo do zadnjega diha, ne. In tudi zato smo si pač želeli smo si to predstaviti v filmu. Ja, na tem mestu v bistvu se nam je zdela pomembna ta avtentičnost, ne. In pa jasno, na eni strani izguba in na drugi strani življenje in tudi zato smo si želeli in iskali konec, kjer kljub samo življenje se dvigne nad smrt. Kako pa je bilo vam ponovno podoživljati svoje življenje, trenutke, ki so vas zaznamovali, ki so vas oblikovali v žensko, kot ste danes? Mislite skozi film, skozi ustvarjanje filma? Pri pisanju scenarija nisem imela nobenih težav in tudi ta ustvarjalna distanca se vzpostavi nobenih težav. Tudi potem kasneje, ko so vstopili še, to se reče skript doktori, tako kot neki uredniki, ki pogledajo scenarij z druge strani, kritične strani, povejo, kaj v redu, kaj ne, kaj spremeniti. Tukaj je bila Barbara Zemljič, pa potem iz Črne Gore Maja Todorović. Skratka, tukaj je bila distanca vzpostavljena in jaz sem želela samo imeti dober scenarij, ne? In Marko enako. Tukaj ni bilo problema, ne? Problem se je v resnici prvič pojavil, ne v prvem gledanju filma, ker takrat sva ga gledala sama z Markom, tako je bilo v bistvu v njegovi pisarni, nek mal večji skrin in ne vem, tam sem vse, kar sem čutila, bil mir in sploh, ne vem, kljub temu, da sem bila zelo tesnobna, no, pred tem ogledom. Popoln šok se je pa zgodil v Sarajevu, ki ga sploh nisem pričakovala, glede na to, da sem prvo gledanje tako v miru prenesla. Tam me je pa film, ne vem, razsul v prav faktorje in ne vem, kaj je bil vzrok, ali je to, ker je prvič ta ogromna dvorana, skupaj s timom, z igralci, igralkami, zadnji par vrst za mano sta bila 2 otroka, tisto ogromno platno, zvok je čist drugačen in tam sem prvič v bistvu doživela to silovitost slike, ki zraven nosi še zvok, a ne. In tam je, mislim, res je, to sem večkrat rekla, ampak jaz sploh ne vem, kako sem prelezla potem gor na tisti oder, nimam pojma, ne spomnim se ničesar, ne spomnim se niti to, da so bile zraven moja prijateljica, ki mi je naslednji dan rekla, da je prišla, sem rekla, zakaj nisi prišla do mene, je rekla, saj sem bila s tabo. Skratka, blackout. In ja, takrat me je film zares, mislim, se me je tudi dotaknil z tega vidika, kar ste vprašala, ne, gledati svoje življenje. Ja, še enkrat se zgodi vse lepo, še enkrat se zgodi vse hudo, še enkrat so vse te izgube. Mojo bolezen še najlažje prebavljam, ne, in gledam, ker to v bistvu sem že vse predelala milijonkrat, s tem nimam težav, ne. Bolj imam težave s temi stvarmi, ki niso bile predelane, ne. Zdaj na Lifu je bilo pa prelepo, ne. Na Lifu je pa, sem se pa spet bala, jaz se skozi bojim, ampak na Lifu sem pa potem, je bil pa dobesedno, mislim, magičen, čaroben večer in ja, se je pa zgodila ta čarovnija.
filma. Tole premiero na Lifu, ne, so se uresničile tudi vaše življenjske sanje. Gledalci so vas presenetili, 4 razprodane dvorane v momentu. Kako toplo vam je bilo pa pri srcu ob tem podatku? Joj, res, mislim, izjemno, no, se mi zdi, ker ko so mi rekli, da je v bistvu najhitreje razprodana projekcija v 36-letni zgodovini Lifa, ne, in ko so se potem dvorane kar dodajale in ta zadnja, ki je bila dodana, je bila v nedeljo ob 11, ko živ Bog še skoraj ostane, ne, je bila v bistvu v hipu, mislim, skoraj razprodana, ne. In jasno, to je nekaj, kar ne more biti drugače, kot da se te dotakne, ne. Pač, ko vidiš, da ljudje čakajo, da si želijo pogledati, kaj smo naredili, to nekaj lepega. Tako kot se me recimo tudi zelo po tem Sarajevu, ki sem ga zelo težko to premiero predelala, no. Nekaj dni zatem, ko smo dobili 3. nagrado občinstva med številnimi filmi, ne, da so nas nagradili s 3. nagrado. Ne vem, to so res lepi občutki, no. Ko vidiš, da nekaj, kar si delal, da ljudje sprejmejo, da jim nekaj daš, da nekaj čutijo ob tem. In tudi slišala sem, no, po teh projekcijah na Lifu, ki so sledile premieri, ne, da so ljudje ob koncu, ko že špica teče, ne, najprej sedeli v tišini in potem je sledil aplauz, mislim, nikogar ni bilo od nas, od ekipe v dvorani, ne. Tako so ploskali, ne vem, v temo, ampak so ploskali in to me je res kar, no, premaknilo. Tako se dotakne in ne glede na to, da vas morda ni, ker roko na srce na vseh projekcijah pa tudi ne morete biti, ne, pride do vas ta energija, pridejo do vas te zgodbe in nekaj jih bova zaupali našim poslušalcem še v nadaljevanju, zato ostanite v naši družbi. Na stežaj odpiramo vrata v svet Bronje Žakelj, v svet filma Belo se pere na 90. Če se morda še malce dotakneva snemanja, ena pomembnih filmskih zgodb je tudi izbor igralcev. Zdaj sami ste imeli en tak nabor, en tak seznam igralcev, za katere bi želeli, da nastopijo v filmu. Kako pa je potekal izbor tistih pravih, ne? Ker z Markom Naberšnikom in ekipo ste res izbrali tiste prave, ki pašejo k vlogam, ki pašejo v zgodbo. V bistvu izbor, torej zasedba je bila v rokah Marka Naberšnika in Aleša Pavlina, producenta, tako da jaz tukaj nisem sodelovala. Je pa res, da sva pri tem z Markom ogromno se pogovarjala, ne? In je res, da so pač določene vloge bile podeljene igralcem in igralkam, za katere sem tudi jaz mislila, no, da bodo najbolje interpretirali določene like. In potem, ko me je Marko poklical, vsi ti krogi, ko so bili upravljeni in audicij in izborov in mi pokazal zasedbo, sem bila navdušena, ne? Nad glavnimi igralci, igralkami, pa do stranskih tudi likov, ne? Ker je tudi to pomembno, vse je pomembno, ne? V filmu potem je vsaka stvar šteje in res mi veliko pomeni, da so tako skrbno, no, šli v ta casting, no, in v postavitev zasedbe. Mislim, jasno, igra je, mislim, meni je fantastična, no, res, meni je krasna, no, in tudi zaradi tega pravzaprav se je zgodilo to, ker nisem pričakovala, namreč jaz sem mislila, da bom delala ves čas primerjave, a ne, med mojo mami, Tjašo Železnik, mano, Leo Cok, Jurijem Zrnecem, očetom in tako naprej, ampak jaz teh primerjav v bistvu sploh ne delam primerjav in le sem jaz, mislim, se je to prav hecena, ne, in tudi z družino svojo, ko sem govorila po premieri na Lifu, ne, so bili tudi popolnoma ganjeni. Ja, se jih je strašno dotaknila tudi recimo moja babica Dada, ne, ki jo igra srpska igralka, Anica Dobra, ki niti slovensko ne govori, ne, je v filmu fantastična, ne, in so v bistvu v njej prepoznali Dado, ne, Dada, to je Dada, mislim, ne, in tudi zato je ta občutek še tako bolj močan, ko gledaš ta film, ker jaz ne gledam film v svojem življenju, ampak dobesedno svoje življenje pred seboj, ne. Tako da ja, njihova vloga, mislim, in ta angažma, trud, ki je bil vložen, ker veste, tudi tukaj je na vseh področjih, ne samo pred kamero, tudi za kamero, vsak je na nek način, vsaj sem imela tak občutek, prepoznal tudi del sebe v filmu, ker vsi nosimo neke stvari in neke delce in ne vem, se mi zdi, da tudi zato, ja, se je vse skupaj tako lepo sestavljalo. Ko ste omenili to, ne, da vsak od nas nosi delček vaše zgodbe v sebi, slednje je omenila tudi
tudi Lea Cok v enem od intervjujev in zanimivo izpostavila, da bo tudi po zaslugi vloge v filmu in ne nazadnje vaše zgodbe zdaj bolj pozorna do svojega zdravja. Dobro, zdaj. Lepo, no. Vedno je lepo, če si pozoren in nežen, ne, do sebe. Je lepo, da film pušča pečat, ne, in hkrati ozavešča in nam nastavlja pravzaprav ogledalo oziroma nas spodbuja k preizpraševanju, k razmisleku. Ja, gotovo, ne. Sej, v bistvu, da ne gre samo za neko zgodbo, ne, ampak da ti pusti nekaj več, ne, tako kot ste rekli. Prostor za neke razmisleke, da v bistvu ga ne pozabiš, ko stopiš iz temne dvorane, ko greš domov, ne, da ga neseš s sabo domov. Nekje, jaz sem vedno te lepe filme nosila nekako v sebi, kot v drobovju, v svojem pravzaprav trebuhu, ne. In še danes se spomnim, recimo, kakšni, ki so se me zelo dotaknili, pač to nekako ostaja v tebi, ne, se mičkam zapiše vate. Zdaj jaz ne rečem, da bo tako z našim filmom, ampak ja, če bo le kaj takega dal, mislim, je to res največ, kar smo lahko dosegli z njim. Ja, na dobri poti ste, zdaj, če smo že pri posebnih zgodbah povezanih s filmom, tudi en čudovit videospot je nastal na to temo in pa seveda filmska pesem, lahko kar rečemo. Dan ljubezni, zimzelena pesem iz slovenske glasbene zakladnice je v priredbi Bernarda Hrušovarja zaživela na novo po pol stoletja. Kako lepo jo je bilo slišati. Jo, ko me je Marko, najprej me je poklical in rekel, Bronja, za prizor valete bo Dan ljubezni. Jaz sem že takrat bila sem rekla, Marko, kako ste se to je fenomenalno, ne? To je fenomenalno, vse paše, muzika, besedilo in tako naprej, ne? Potem mi je poslal pa to priredbo Bernarda Hrušovarja v interpretaciji Nane Miličinski z njenim glasom. Jaz nisem mogla tega nehati poslušati. In sem poslušala in me je res, mislim, krasna priredba in krasno odpeta, še zlasti pa, ker sem vedela, v kakšen prizor bo šel, a ne. Torej, pesem je vpeta v enega zame najdragocenejših trenutkov, pravzaprav filma, a ne. To je trenutek, ja, te moje valete, takrat je bila v 8. razredu osnovne šole, ko je, pravzaprav sploh ne vem kako takrat, take stvari se zgodijo, ali pa vem kako je, no, ker tudi sama sem presegla marsikdaj samo sebe, ker sem mislila, da ne morem. Skratka, mami je prišla na to valeto, ne glede na to, da je prej v bistvu dneve samo ležala, prišla na tisto valeto in ne samo, da prišla je tako lepa. In to je bil v bistvu zadnji dan, pravzaprav, ko smo bili še vsi skupaj. Rok je bil še moj brat in jasno moj oče in ta valeta. In potem, ne vem, koliko dni je bilo, 10 mogoče, ko je mami odšla, ne. In to je bil za nas res en dan ljubezni, ki nam je po eni strani vse dal, a ne, in po drugi strani toliko veliko vzel. Ker vseeno, ja, vsega se vzeti ne da, a ne. In take ljubezni v bistvu so večne, a ne, in sežejo preko časa, preko vseh meja, preko zadnjega diha. Tako kot fruta bele v torbici pa objave na Instagramu, ne? Ja, to sem pa tako, mislim, jaz sem zdaj kar izčrpana, no, pa tudi moram paziti na to, kaj jem, kako jem, da dovolj jem, dovolj spim in tako dovolj počivam in to. Tako da moja Katjuši, ja, je hodila za mano z neko veliko torbo po Cankarjevem domu in me zalagala s frutabelami. Rekla, mami, zdaj moraš jesti, zdaj pa že 10 minut pa pojej še eno. Pa tako, to se mi je zdel res ena taka, ne vem, ganljiva reč, no. Po drugi strani pa moj Matija, ki je tisti večer slikal je očitno, ne, iz publike trenutek na odru, a ne, in objavil mamo na Instagramu. Mislim, že to je tako res presežek vseh presežkov, da objaviš mamo na storiju, ne, in potem je še napisal, ne, kako zelo vesel je in za čast in tako naprej mami, ne, in ja, to so stvari za vedno, ki se tudi skrijejo tja nekam na srčno stran. Verjamem, da bo še veliko trenutkov, glede na to, da je film začel svoje festivalsko popotovanje, da pušča pečat na vseh koncih in krajih, kjer se pojavi. Midve pa bova zaključili s tistim vprašanjem, ki ga verjamem, da zadnje čase večkrat dobite. Zdaj, stara navada, pravi ljudski pregovor je železna srajca. Vi ste kot otrok pisali in vsako soboto mami prebrali svoj spis
razpis. Knjiga Belo se pere na 90 je uspešnica, film je posnet, zdaj bi bilo pa verjetno že čas za kaj novega. Vas kaj vleče? Vas kaj srbijo prsti? Ja, vleče me, seveda, ne. Ampak zdaj se pravi, najprej moramo ta film spraviti pod streho in tako naprej. Drugače pa, ja, ko bom imela idejo prav za pisanje, za stvar, ki me zanima, bom pisala, rada bi še pisala. In scenarij pravzaprav, ne glede na to, da je pisanje popolnoma drugačno, a ne, da tukaj ni literarnega jezika in jasno pisanje romana, v bistvu gre zame za najbližji približek sreči. To gre za neko osredotočenje, to temu, kar danes pravimo, ta čuječnost, ne. Takrat vse ostalo izgine in to je zares ena krasna stvar, ko se vse skupaj poklop, ko se beseda z besedo poklop, postavko in tako naprej. To je res tako lepo in upam, da bom lahko to še kdaj doživela. Mi verjamemo, da bo temu tako. Z lahkoto bi še klepetali, pa pravi čas, da bova za danes postavili piko, pa se ujeli še ob kakšni drugi priložnosti. Bronja Žakelj, hvala lepa vam za tale klepet, za vse z nami podeljene zgodbe. Uspešno vandranje po Sloveniji skupaj s filmom in veliko ustvarjalnega navdiha vam želimo tudi v nadaljevanju. Srečno. Najlepša hvala. Srečno tudi vam.